Ko je Jože Plečnik prišel v Ljubljano, je postal seveda sosed s Finžgarjem. Finžgar je bil namreč takrat že župnik ljubljanski v cerkvi v Trnovem in seveda iz tega sosedstva se je razvilo eno izjemno prijateljstvo, posebnega tipa, namreč Plečnik in Finžgar sta se vikala in na ta način dokazovala najvišjo možno stopnjo prijateljstva. Finžgar v svojih spominih piše, kako sta se pogovarjala glede razmejitve med Plečnikovo hišo oziroma parcelo, na kateri stoji ta hiša, in pa parcelo cerkve, in sta potem seveda ugotovila, da sta lahko odlična soseda brez ograje. To je po svoje ena dobra šola tudi za naše sodobne neumnosti, saj smo Slovenci verjetno svetovni prvaki v postavljanju takih in drugačnih ograj. Plečnik je Finžgarja razmeroma malo obiskoval v njegovi hiši na Mirju, zlasti tudi potem, ko je Finžgar se tja preselil ob upokojitvi, zato pa sta veliko komunicirala preko pisem. Plečnik mu je redno pošiljal čestitke ob Finžgarjevem rojstnem dnevu, nekatere od njih so seveda ohranjene in so izjemno pričevanje ne samo po vsebinski plati, ampak tudi kaligrafski, če tako rečem, se je Plečnikova pisava bila nekaj posebnega. Plečnik je sodeloval z nasveti tudi pri načrtih za Finžgarjevo hišo. Načrt je delo arhitekta Suhadolca, vendar pa so nekateri namigi bili tudi strani Plečnika. Predvsem je Plečnik zaslužen, da se je Finžgar prav na tem delu Ljubljane postavil hišo, čeprav je bil na začetku v velikih dvomih, češ, da je to eno zamočverjeno področje, vendar ga je Plečnik prepričal, da se splača tam postaviti hišo in da bodo okolico v prihodnje tudi komunalno uredili. Ko se je Finžgar preselil v to hišo, mu je Plečnik seveda obljubil, da bo poskrbel tudi za primerno ureditev poti od njegove hiše pa do cerkve trnovske, in to se je seveda tudi zgodilo. Danes seveda je ta slika močno, bi rekel, porušena, ker so z novogradnjami, zlasti z mostom čez Gradaščico in pa z okoliškimi ureditvami stvari močno spremenili. Plečnik je namreč naredil lepo peščeno stezico, ki je vodila ob Gradaščici, in Finžgar je to pot imenoval Gor pa dol. Iz svoje zgodnje mladosti se spominjam, zlasti potem, ko je Finžgar bil že v visoki starosti in sem bil določen doma večkrat, da ga grem iskat in mu pomagam, da se vrne domov, in sem mamo vprašal, po kateri poti pa je šel danes Finžgar, pa je rekla, ja, gor pa dol. Skratka, ena zelo lepa, bi rekel, ureditev obrežja Gradaščice, ki je pa, kot rečeno, danes močno spremenjena. V Finžgarjevem stanovanju je bilo kar nekaj pričevanj povezanih s Plečnikovim ustvarjalnim delom. Morda omenim najprej skulpturo grba Ljubljane, to se pravi neko stebrišče ali pa stiliziran grajski stolp, na vrhu katerega je zmaj. To je bilo značilno darilo za častne občane mesta Ljubljane. Finžgar je namreč postal tudi častni občan mesta Ljubljane in
Plečnikovo delo je ta kip. Ta kip seveda ima še eno dodatno zanimivost, močno je oškrbljen po celotni površini. To je nastalo leta 1944, ko so zavezniki bombardirali pomotoma del Ljubljane južno od tobačne tovarne in je ena od bomb zadela tudi Finžgarjevo hišo in seveda zasula pisatelja. Ker pa je ta kipec stal na knjižni polici, seveda je bil deležen tudi veliko drobnih izstrelkov te bombe, ki je eksplodirala potem, ko je prebila železobetonsko streho, s katero je bila pokrita in je še danes pokrita seveda Finžgarjeva hiša. Drug tak zanimiv predmet, ki je povezan s Plečnikovim delom in ustvarjalnostjo, pa je svečnik, velik svečnik, ki mu ga je podarila Mohorjeva družba. Vemo, da je bil Finžgar seveda predsednik Mohorjeve družbe in urednik. In ta svečnik seveda je bil nekaj posebenega, oblikovan seveda iz medenine in z veliko debelo svečo, ki je bila izdelana iz beljenega voska. Na obodu te sveče pa so bili aplicirani odtisi škofjeloških kruhkov iz nebeljenega voska. Skratka, šlo je za naravno gradivo v dveh barvnih odtenkih. Žal je ta svečnik, svečev red, dobil potem po Finžgarjevi smrti zelo slabo podobo. Ta sveča se ni ohranila, ampak so namesto nje pač naredili neko drugo, ki je pa po likovni plati seveda zelo šibka. Plečnik in Finžgar, kot sem že omenil, sta se seveda obiskovala občasno, samo sicer sta pa največ stikov ohranjala preko pisem. Jaz sem bil takrat seveda v zgodnji mladosti določen za pismonošo in sem večkrat ta pisma Finžgarjeva nosil k Plečniku. Spominjam se, da me je večkrat na vhodu v njegovo hišo sprejela njegova nečakinja, gospa Maca, ki sem se jo kar bal, ker je delovala pedagoško, bi rekel, zelo ostro, zlasti kadar je nosila črno-klotasto haljo. Sicer pa Plečnik pa se mi je v moj zgodnji spomin zarisal kot en zelo dobrodušen starček. Dolgo časa nisem vedel pravzaprav, kaj on počne, ampak potem mi je pa enkrat mama rekla: upam, da lepo pozdraviš, ko prideš tja, a veš, da je to arhitekt Plečnik. No, od takrat naprej seveda se je moj odnos do njega še toliko bolj, bi rekel, spremenil. Večkrat mi je namenil tudi kakšen sladkorček, to je za otroka bilo še dodatno presenečenje in takrat seveda v teh letih po drugi svetovni vojni ni bilo kakšnega hudega razkošja s sladkimi stvarmi, razen v domači oskrbi, v domači kuhinji. Finžgar je seveda Plečnikovo delo izjemno cenil. Vključil ga je kot svetovalca pri ureditvi Prešernove rojstne hiše v Vrbi. Skupaj sta odšla v Vrbo in si vse to ogledovala. Plečnik je bil očaran nad pokrajino, namreč prvič v življenju je bil takrat
v teh krajih pod stolom, v tej prekrasni kulturni krajini, ki je še danes v nekem smislu ohranila to svojo podobo. Poleg tega je Finžgar poskušal v številnih drugih oblikah sodelovati s Plečnikom in mu je to seveda odlično uspevalo. Najprej naj omenim, da je Plečnik opremljal številne knjižne izdaje, ne samo Finžgarjeve, ampak tudi drugih avtorjev. Potem seveda je Finžgar poskušal tudi v nekaterih drugih župnijah doseči, da so kakšno Plečnikovo delo uresničili. V Finžgarjevi zapuščini sta se ohranila dva načrta za kapelici nekje, domnevam, na Dolenjskem. Ni napisano, v katerem kraju naj bi to bilo, je pa zelo zanimiv Finžgarjev pripis, ki pravi, da je to načrt, ki ga je po dolgem prepričevanju arhitekta Plečnika on seveda tudi izdelal in ga je seveda Finžgar posredoval župniku v tej župniji. Pravi, župnik mi je odgovoril, da je to predrago in da tega denarja ne morejo zbrati. Potem se pa Finžgar zelo razburi v tem pripisu in pravi, da je zelo slaboumno tako razmišljanje lokalnega župnika, da se vrhunska umetnost ne da dobiti za par dinarjev. Skratka, eno zelo lepo stališče, ki bi ga konec koncev lahko tudi danes uporabili glede na to, kako se godi slovenski umetnosti. Finžgar in Plečnik sta bila zelo, bi rekel, povezana. Povezovalo ju je predvsem Plečnikovo delo. V dokumentaciji, ki je ohranjena, je recimo zelo lepo dokumentiran s fotografijami Franceta Steleta eno potovanje na Dolenjsko, ko sta obiskala Pleterje in še nekaj drugih krajev. Skratka, vidimo, da je tukaj šlo za resnično prijateljstvo, ki je pa dosegalo take razsežnosti, ki jih danes v sodobnem svetu s prijateljskimi odnosi težko najdeš in bi bila taka prijateljstva še kako dobrodošla.